novi Swift in ima 3 lastnosti, ki so mi pri avtu totalno všeč. Za začetek majhno maso, tale tehta manj kot 1 tono in je potem v dovinki kot ena mušica. Druga stvar je ročni menjalnik, mi je super stvar, ker se potem počutim bolj kot eno z avtom in ima klasično ročno zavoro, da se potem lahko igram na kakšnem makadamu ali pa na snegu, no, če bo kaj zapadel. Pa skoraj bi pozabil, še 4. super stvar ima, 4-kolesni pogon. Tak mini terenček je tole. Ok, res mini, ampak malo pa je. Našemu Anžetu se že pozna Emšo, ker očitno živi v preteklosti. Jaz, ki predstavljam mlajšo generacijo, sem pa totalno navdušen nad enostavnimi avti, zato je sprednji pogon več kot dovolj. Še bolj pomembno pa je, da ima samodejni menjalnik, v tem primeru CVT, torej neskončno stopenjski. Ker komu se pa da v mesto ves cajt prestavljati in pritiskati sklopko? Meni že ne. Mogoče je ročni in 4-kolesni pogon res fajn na Gorenjskem, če se veliko podiš po hribih, ampak za nas, ležerne voznike, je tole čist prava stvar. Se pa strinjam, da je majhna masa tukaj velika prednost, ker je vožnja s Swiftom otročje lahka. Nekaj imam enake barve pulover kaj avto, pa hlače tudi skoraj. No, ni pomembno. Dajmo eno o številkah. Tole je 1,2-litrski bencinski trivaljnik z 82 konjički. Nič turbo, kar lepo atmosferski. Vem, se ne sliši veliko, ampak z mano vred vleče dobro tono naokrog, ker sam Swift tehta manj kot 1000 kg. To je podobno, kot če bi imel 2 toni težak avtomobil s 170 konjički. To se pa že ne sliši tako slabo, a ne? No, lahko je klasičen bencinski motor ali pa blagi hibrid, se mi zdi skoraj nepomembno, katerega boste izbrali, ker bo v vsakem primeru poraba majhna. Na našem testu od 4,5 litre, ko smo se lepo vozili tako lepo po deželskih cestah, pa do največ 6 litrov na avtocesti. Tudi s CVT menjalnikom je poraba skoraj enaka, kakšen deci ali pa 3 več, kar je v bistvu zanemarljivo. Swift je tudi eden najmanjših predstavnikov segmenta, ampak itak vsak ne rab imeti velicga. To se zdaj malo narobe slišali, veste pa, kaj mislim. Majhen mestni avtomobil se na ozkih ulicah odlično znajde, na majhnih parkiriščih tudi, no in Swift ima v bistvu precej odsekane linije, kolesa skoraj na skrajnih robovih karoserije, pokončno pa precej velika stekla, vzvratno kamero in v bistvu zaradi tega nikoli ne boste imeli nobenih težav. Izgleda pa tudi kot vedno, ga bo vsak prepoznal že na 500 metrov, se mi zdi ta oblika fajn, kot en zaščitni znak je. Kot recimo pri Porsche 911. Enaka filozofija. Notri je prostora zadaj dovolj za otroke, odrasli pa bodo krajše poti presedeli brez pripomb. Ni pa tu noro prostorno. In prtljažnik ima samo 265 litrov, kar je manj od praktično vse konkurence tega segmenta. Zato za prostorsko zahtevne Swift ni prava izbira, za 2 je pa lahko zelo fajn. Ta notranjost je dovolj uporabna, zato nekih hudih zamer nimam, sicer je po večini trda plastika, nič kaj prefinjeno, ampak lej, nič ne škripa in me dejansko sploh ne moti, ker kakšne barvne kombinacije tule noter so prav fajn. Tudi odlagališč je nekaj, zame še vedno premalo, nekatera so tudi premalo uporabna in ta zaslon je boljši kot pri Vitari, čeprav sam sistem in hardware, to pa moram kritizirati. Če se še nekako sprijaznim s tem, da kakšne stvari res teže najdem, me pa totalno zmoti, kako počasi vse skupaj deluje. To dejansko ni varno, ker je večina funkcij zdaj itak na zaslonu in ko klikaš, vse traja, da moraš potem 2-krat pogledati, kaj si kliknil in potem po nesreči klikneš nekaj, ker se je ravno zgodilo tisto od prej. Še huje pa je zame, da je Suzuki preveč resno vzel tole najbolj neumno evropsko direktivo o opozarjanju na prekoračitev hitrosti, ker vsakič dobim pike. V tem avtu se boste začeli zavedati, kolikrat se na cesti dejansko zamenjajo omejitve. Včasih tudi takrat, ko se v bistvu ne. To je samo ena od 2 lastnosti, ki me pri Swiftu motita, me pa tale moti tako zelo, da upam, da bo Suzuki s kakšno posodobitvijo omogočil izklop tega sistema, ker je noro tečen. Piska vsakič, ko je voznik prehiter. Ok, tole kak razumem, ampak piske tudi vsakič, ko se spremeni omejitev, ni pomembno ali na več ali na manj, ni pomembno niti, a si prehiter ali ne. Včasih zapiske tudi napačno, ker ne pozna prave omejitve. Evo. Non-stop piska. Dam radio na glas, da ne bi slišal tega piskanja, pa me še vedno moti. Drugi proizvajalci to rešujejo z možnostjo izklopa, tukaj pa je nismo našli, pa bi kamo dodali še en gumb in bi bila stvar rešena.
Jezi nas predvsem zato, ker je Swift krasen avto, ki se odlično pelje, je v osnovi zelo enostaven in okreten, ter edini, ki lahko ima celo 4-kolesni pogon. Seveda bi mu pasalo še trše podvozje in več moči v različici Sport, ampak tudi takšen je vozniško zelo prijeten. Celo ta menjalnik CVT ni tako obupen, kot sem mislil, da bo. Seveda se dere pri vključevanju na avtocesto in prehitevanju, sicer pa sploh ne. Za nekoga, ki se potika predvsem po mestih, je krasen. Zame celo boljši od ročnega, ker bo manj dela. Res pa potem ne morete imeti 4-kolesnega pogona, če ga potrebujete, ker je ročni edina opcija. Torej, kjer ga bi zdaj imel? 4-kolesni pogon, se pravi tega. Pa v tej barvi. Ja, ta tvoj je dolgočasen. Pa dobro, se ne zgleda tako neka limona, ne? Je pa fajn, da je za vsakega nekaj, ne? Kaj vam zdaj zamenjala? Ne. Še dobro. Pa drugače to limeta, ne limona. Limeta. Saj spiješ, ker neki gin tonika bi pa res lahko vedel. Ta test smo posneli pretekli teden in konkretno kritizirali piskanje, ker je res moteče med vožnjo. Ja, no pa da ne boste narobe razumeli, kaj hočemo povedati. Mi smo za varno vožnjo in smo za sisteme, ki povečujejo varnost, ampak v nekaterih avtomobilih so ti sistemi tako tečni in zoprni, da kvečjemu poslabšujejo varnost, ker je voznik ves čas skoncentriran samo na to, kam mu zdaj spet piska. In seveda nam ni dalo miru, kako je možno, da je to zdaj edini avto, pri katerem se to ne da izklopiti. In zato smo iskali in našli tudi to. Ja, čeprav je pa funkcija toliko tečna in zamudna, da kritika iz testa ostaja. Dobro, pa kaj bi zdaj govorila, ne? Dajmo pokazati, da boste tudi vi videli, jaz tam pa štopal. Gremo. No, gremo. Okay. Imaš štoparco? Jaz se še nisi začel? No, bom zdaj. Okay. Prvi predpogoj je, da je avto na mestu med vožnjo, to niti ne dela, ker ne bi bilo varno. Torej, pritisnem oba ta dva zobotrebca za par sekund. Evo. Potem pa tega nežno zavrtim dol, min grede toliko nežno se zavrti, da niti čutim ne. Čas teče. Pridem do funkcije TSR, Traffic Sign Recognition, on je off. Ok, stop. No, pol pa še dvakrat back, zato da pridem sploh nazaj do menija, kjer sem bil prej. Ja, 15, skoraj 16 sekund se rabo, ne, čist preveč. In to treba vsakič narediti, ne? Aha. To v bistvu pred vsako vožnjo, kar pomeni, da je res zamudno pa res uporabniško tečno. Če se ti da to vsakič početi, močno dvomim. No. Glede na to, kak piska, meni se da. Mogoče, ja. Je pa še ena rešitev, ne? Ja. Je, da vedno voziš pod omejitvami. Saj niso omejitve problem. Ja. Problem je, da piska vsakič, ko se omejitev spremeni in potem se pelješ po avtocesti, tudi če nisi prehiter in kar neki prebere narobe.